Kaj ne oblečem za prvi zmenek? Že vem. Moški se pogleda v ogledalo in vidi leva, ne? Ženska se pogleda v ogledalo in vidi, kaj vse je narobe z njo. Naš prostor se iz zelo omejenega se širi, ne? Moški prostor se pa marsikomu od moških zdi, kot da se jim zmanjšuje. Zakaj imajo ženske nižje plače v povprečju in podobno? Je delno tudi iz tega, zato ker skrajšani delovni čas je pot, kako ne narediti kariere. Raziskave namreč kažejo, da tam, kjer si pari delijo tudi manj ljube plati življenja, je zveza močnejša in je tudi so dogajanja v spalnici bolj pogosta. Flora in Malotrič, vse prav lepo pozdravljam v novi Kozmo epizodi in to je 3. od 4 pogovorov z izjemnimi ženskami. To posebno jesensko serijo pogovorov pa podpira Zalando. Zalando pa trenutno ponuja čudovite jesenske trende, zato lahko skočite na njihovo spletno stran ali pa aplikacijo in si tako malce osvežite svojo jesensko garderobo. Sicer pa nas danes čaka en prav poseben pogovor z izjemno žensko in izjemno podjetnico in zelo se ga veselim, ker imam priložnost gostiti nekoga, ki z zgledom in delom oblikuje področje ženskega menedžmenta. Nasproti mene sedi ženska s fascinantno kariero, ki trenutno dela kot namestnica predsednika za strateške projekte pri podjetju Devesoft. Tam je prej opravljala tudi funkcijo direktorice kadrovske službe, poleg tega pa je zdaj tudi generalna direktorica podjetja Blueberry. Njen življenjepis je zares impresiven. Med preteklimi vlogami so recimo izvršna urednica revije Manager, izvršna direktorica združenja Manager, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije ter izvršna direktorica Kluba slovenskih podjetnikov. A to še ni vse, opravlja tudi funkcijo častne konzulke Islandije v Sloveniji in je poleg tega tudi mama in partnerica. Vse to je Sonja Šmuc. Jaz upam, da nisem kakšnega naziva, ki je zelo pomemben, še pozabila. Ne, vse je v redu. Drugače je bilo dovolj. Do jutri bi bile tukaj. Kako pa recimo izgleda en vaš navaden dan, glede na to, koliko vlog imate? Odvisno, ali delam v doma ali delam v Trbovljah. Večinoma sem v Trbovljah, saj če službeno začnemo. Skratka, zbujanje tam nekje okrog 6. Če ne grem v Trbovlje, skušam izjutri teči. To ni nikoli veliko kilometrov, ampak saj skušam biti, kar se toliko da, konsistentna pri temu. Če je pot v Trbovlje vzamejo ta čas za rekreacijo. Potem pa pač čim več službenih stvari skušaš upraviti tekom dneva, se srečati, pogovarjati z veliko ljudmi, da lahko stvari sestaviš, ki so potrebne. Drugače pa popoldne doma z možem, otroke, ki jo jed, ki so že kar dosti veliki, kaj se njim dogaja, psa imamo vsi zelo radi, kakšno serijo si radi pogledamo na televiziji. Zdaj pa peljejo tudi druge obveznosti, ki jih imaš, se dostikrat pač morajo najti svoj čas v tvojem urniku. Koliko imate pa otrok? 2 otroka imam, ja. Hčerko in sina. Potem ste oba pola doma. Oba pola imam doma, oba sta študenta, en ravno svež na elektrotehniki, druga študira medicino, tako da smo ponosni na oba. Sta že zdaj zelo veliko uspela v resnici doseči. Ja, pač mislim, da ko si toliko star, je uspeh, da najdeš nekaj, kar te veseli, oziroma mislim, da so zato tiste prvo leto na fakulteti je tako zelo odločno, ker ti pove, a si najdu svojo jato, ne? Pa ne nujno kot samo prijateljev, kar tudi se dogaja, seveda tudi to zelo pomemben del študija, ampak čutiš, da je to smer, ki jo hočeš v življenju potem početi, ne? Veliko nezadovoljstva je pri mladih, ki so šli nekaj študirati, recimo ekonomija je zelo pogosto taka, jaz sem študirala ekonomijo, ampak jaz sem študirala, ker sem jo želela študirati, ne? Mnogo mojih sošolcev pa sošolk je bilo tam, ker niso vedeli, kaj bi pravzaprav se jim je zdelo, da je to tako dosti paspartu, ne? Boš že neki našel. In če ne čutiš, da je to nekaj zate, je lahko kar težko se spravaš k knjigi, težko si predstavljaš, kaj boš s tem znanjem sploh počel. In potem običajno niti ne ostane znanje, ampak je pač samo od ene točke do druge greš, da pač zaključiš, kar si začel, ne. Tako da ja, moja dva sta zaenkrat oba zelo zadovoljna z izbiro. Je pa hči zamenjala študij vmes, ne. Tako, ja. No, vse je važno, da pol kasneje najdeš, kar ste ravno omenili, da je veliko mladih zgubljenih, včasih pač res
pri toliko mladih letih še ne veš, kaj bi. A ne? Ali pa te mogoče vleče v eno stvar, pa greš pa vmes drugam, pa se spet vrneš. A ne? Tako je bilo recimo pri meni, sem tudi nihala v različnih karierah, ampak vsaka te v bistvu bogati in pol na koncu skupek vseh nekih izkušenj ful doprinese v naslednji karieri, ki jo delaš. Saj tako je sama pri sebi vidim. Tudi nič ni narobe, če se malo zaplezaš. Ampak, ker tako, kot ste rekla, v bistvu od vsake zadeve nekaj dobrega dobiš in te naredi enkratnega, posebnega za naslednji korak, ker nihče drug ne bo po isti tej poti šel. Pomembno je, da predolgo ne vztrajaš na zaplezani poti, ampak da ugotoviš, da to ni tista prava in iščeš nekaj drugega. Tudi vedeti, kaj ne želiš početi, s kom ne želiš biti, je pomemben del spoznavanja sebe in da odkriješ pač tisto, kjer je verjetno tebi namenjena neka pot ali pa si jo sam nameniš. Ja, se strinjam. Veliko se ukvarjate z ženskim menedžmentom in me zanima, kaj je ena stvar, ki v tej smeri recimo zdaj trenutno veliko razmišljate, pa se ne govori dovolj o tem. Mislim, da je 20. stoletje je za ženske naredilo več kot skoraj milijon tisočletij prej, če tako rečemo. Zgodovinsko, ko pogledamo, so bile civilizacije, kjer so bile ženske enakovredne ali skoraj enakovredne, recimo egipčanska civilizacija je ena taki, kjer so ženske bile in faraonke in imele svoje posle, bile podjetnice, bile so same lastnice same sebe. Potem so bile pa civilizacije, ki jih sicer zelo cenimo, grška, rimska, kjer pa običajno nas tudi v šoli naučijo, kakšno vlogo in kakšen status so imele ženske v teh civilizacijah. In mi smo posledica teh civilizacij. Naša zahodna civilizacija je vezana pač na starogrško in na rimsko. In te so ženske potegnile res tako strašansko nazaj v stanje lastnine moškega, v zelo patriarhalen svet. In zdaj se v bistvu kubacamo in 20. stoletje je pomagalo, da smo se mentalno skubacali ven iz teh modelov, iz teh razmišljanj in seveda sprejeli, da je za moškega in za žensko morajo biti poti enako odprte, enako ravnati z posameznikom. In osebno verjamem, da ko to uspemo narediti, ne glede na spol, smo to zmožni narediti tudi pri drugih oblikah posebnosti ljudi, ne glede ali je to vera, ali je spolna orientacija, ali je narodnost, ali od kjerkoli prihajaš. In zato recimo meni osebno zelo pomembno, da najdemo poti, pri katerih se oba spola ali tudi binarni, nebinarni, se pravi tudi druge oblike, ampak jaz se bom v glavnem opredeljevala samo do moškega pa ženskega spola, ker v ostalih situacij ne poznam dovolj. Da če najdemo tukaj prave, sploh ne gre za prave rešitve, ampak samo za prave načine funkcioniranja kot družbe, potem se res približujemo družbi, ki omogoča enake priložnosti za ne glede na to, kdo sicer si in se te ceni po tem, kako se vedeš kot posameznik, ne pa kakšen posameznik si, se pravi, kako te vidim kot po barvi kože, po spolu, po veroizpovedi ali po čemkoli drugem. No in tako, recimo, če je 20. stoletje veliko naredilo, še več se je pa pričakovalo, da je 21. stoletja. Ampak vidimo, da kar nekako caplamo. Da od takrat, ko so se stvari začele, se postale prišle v neko središče razmišljanja, da seveda ni prav, da ženske nimajo volilne pravice, da nimajo enakih možnosti za dostop do službe, nimajo enakih plačil. Vse to so izborile generacije žensk pred nami in nekaj naprednih moških. In zdaj včasih se nam zdi, da je to že kar samoumevno. Oglašajo se tudi glasovi, pač zdaj moški, ki se čutijo, da so pa zapostavljeni, ker mislim, da smo ženske dobile tisto eno moč, eno samozavedanje, da vse to je prav, da imamo pravico do česarkoli, tako kot ima pravico tudi vsak moški do česarkoli. In do česarkoli, kar je dovoljeno, seveda o tem govoriva. Medtem ko in mi na nek način pridobivamo, naš prostor se iz zelo omejenega se širi, moški prostor se pa marsikomu od moških zdi, kot da se jim zmanjšuje. Čeprav ne gre za zmanjševanje, gre preprosto za
50-50. Ne? Preoblikovanje. Gre za v bistvu preprosto sprejemanje drugega kot posameznika. Ne? In mogoče je to zdaj zadeva, ki me malce skrbi, mi daje misliti, kako v bistvu ravnati, da ne zgleda prizadevanje za enakost med spoloma, ni proti nikomur, ampak je preprosto, to je prav, ker je prav tudi za moški spol in je prav tudi za ženski spol. Zadnjič sem nekaj zelo zanimivega prebrala, in sicer, koliko je družba delala, da nas opolnomoči ženske, a ne? Koliko je pa pozabila na to, kako naučiti moške, kako živeti s takimi opolnomočenimi ženskami. In to se mi je zdelo eno tako zanimivo izhodišče tudi za tale pogovor. Ja, verjetno je res, ampak tudi mogoče težko vse naenkrat počneš tudi kot družba. Ne? Najprej narediš en korak in ugotoviš, na tole smo pa pozabili, ne? Kako bi se pa s tem ukvarjali. Ne? Ženske v bistvu meni je zelo zanimivo področje izobraževanja. Ne? Ko sem jaz študirala še in se gledala, kako malo ženske na vodilnih mestih, nekako si mlad misliš, da je bilo nekaj narobe s tistimi ženskami in pa s tistimi generacijami. Ne? In da vse tam, kar jim je manjkalo, da bi bile pač enako izobražene, kot so bili moški, in potem ni razloga, zakaj bi bila razlika. Ne? No, to naivno sem pa enkrat ugotovila, da je naivno, da vse so stvari mnogo bolj zapletene in komplicirane, in ženske smo potem tako zelo osvojile to pot preko izobraževanja kot našo pot, ne? Po kateri lahko dokažemo, da smo, da dokažemo sebi, da smo enako vredne, enako zmožne, nekatere bolj, nekatere manj, tako kot so nekateri moški bolj zmožni in nekateri malo manj, ne? Ampak da smo v bistvu kot posamezniki, nam je enaka inteligenca nam je dana, tudi ambicije so nam dane zelo podobne. Ne? In da gre samo za to, da se sam izobrazimo, se pa bo vse v redu. Ne? Potem pa ugotoviš, ko se izobrazaš, pa pogledaš pol čez 10 let, kje so pa moje sošolke, ne? Sošolce sem videla na mestih predsednikov uprav, na mestih tudi ministrov, sošolk pa ni bilo, pa so bile mnogo boljše od teh, ki so bili na mestih predsednikov uprav in ministrov, naprimer, ne, saj po mojem mnenju. Ne. In potem ugotoviš, da ni stvar samo v tem. Ne. Ženske danes predstavljamo v večini, zlasti v zahodnih državah, več kot 60% diplomiranih oseb, torej smo bolj izobražene, ne, v povprečju. Tudi veliko partnerstv je za takih, kjer je ženska bolj izobražena od moškega. Ne. In kakor to postavlja to vprašanje, kako se spreminja vloga enega in drugega spola iz tradicionalne v neko sodobno, kot je to lahko izziv za moške, kaj to zdaj pomeni za njih, se pravi, kako redefinirati, kaj pomeni biti moški zdaj v tej vlogi, kar je mogoče malce bolj zahtevno, in pa po drugi strani tudi osvobajajoča za marsikaterega moškega. Ne. Ni več samo na moškem, da mora biti on odgovoren za to, da je kruh na mizi. To je zdaj odgovornost obeh, ali pa če se dogovorite, lahko tudi odgovornost ženske. Ne. In omogoča, toliko kot omogoča svobode ženski, je po drugi strani omogoča tudi moškim, da izstopijo iz tipično tradicionalnih vzorcev, ne, in da raje skušajo poiskati, kje je kle partnerstvo za oba, ker takrat, ko sta oba zadovoljna v enem partnerstvu, ko si delita in dobro in slabo, ki prihaja iz partnerstva, ne, takrat se imata oba partnerja mnogo bolje. Ja, pa tudi, ko ste govorili nekako o razporeditvi dolžnosti, ne, tudi recimo doma. Se mi zdi, da ženske smo bolj nagnjene k temu, da izgorevamo ravno mogoče zaradi tega, ker pol veliko enih stvari pade na žensko, če recimo še dela zraven. Kako pa to gledate? Kako bi nekako to uravnovesili? Kako je recimo vam uspelo? Jaz verjetno imam veliko srečo, ker imam moža, ki je mnogo bolj spreten v domačih opravilih tudi kot sem jaz, ampak mislim, da so si zato uspela precej podeliti dolžnosti, kaj jaz počnem, kaj on počne in s čim si pomagamo tudi s kakšno tretjo pomočjo. Ne? Ampak smo se to že zelo zgodaj zmenila. Mi tako sva začela skupaj živeti, sva naredila nek seznam in ugotovila, kaj bi kdo raje počel in sva si pač preprosto razdelila. Ne? On je bolj spreten v kuhinji kot sem jaz, ne pomeni, da jaz nič ne kuham, ampak v primerjavi z njim bistveno manj. Ne? So pa meni težko perila rihtati, mi ni težko poskrbeti, da imamo stanovanje pospravljeno, on je bil zadolžen za sesanje, recimo, tako da sva si porazdelila
razdelile in se je vedelo, ker dokler si ne razdeliš nalog, ne, sej ne pomeni, da kdaj ni tudi kdo drug opravil dela od koga drugega, ne, ampak če pustiš malo v zraku, bo 50-50, ni nikoli tako. Ne? Je zelo dobro to tako, da bi pač vse se moraš in se dogovoriti, ne? Kako bomo to in to in to in to, vse je treba opraviti. Ne? Kaj boš ti, kaj bom jaz. Ne? In takrat, kadar imaš ta pogovor opravljen, potem se ve, da če ni posesan, kdo more prijeti za sesalc, naprimer, ne? Ali pa če je perilo za zlikati, se tudi ve, kdo je tisti, ki bo to počel. In potem se nimaš kaj metati drugemu, ne, ti nisi tega naredil, ti nisi onega naredil, ampak ti pa nisi to, ne, ker se ve, kaj spada k vsakmu. In mislim, da je to en tak zelo dober nasvet za vsako začetek skupnega življenja, ne, ker drugače se kar veliko stvari predvideva, ne, in v tem predvidevanjih se skriva zelo veliko pol kasnejših napetosti, pa tudi razhodov, ki ne bi bili potrebni, če bi bil pogovor prej o stvareh, ki so malo bolj zoprne pravočasno. Se mi zdi, da in ženske in moški nekako mislimo, da si beremo misli. Ja, a ne bi bilo to krasen ali pa grozen po drugi strani. Tako da, zato je veliko boljše, da poveš, kaj pričakuješ in ravno tako vprašaš, kaj ti pričakuješ od mene. Ne? Statistika pove pa dve zadeve. Recimo, ena je, da v povprečju ženske približno 2 uri več na dan posvetimo skrbstvenemu ali pa gospodinjskemu delu. Ne? Pri tem moramo pohvaliti slovenske moške, da se delajo manj doma, kot delajo ženske, ne? Ampak so pa med boljšimi v svetu, recimo po številu, tako da tukaj Slovenija recimo je. Ne moram reči, da je v redu, zato ker je še vedno to toliko v slabo ženski, ne? Ampak mislim pa, da kaže vseeno na eno dosti visoko stopnjo in spoštovanja drugega recimo v nekem partnerstvu ali pa pač nekega družbenega pričakovanja. Delno verjetno tudi zato, ker imamo v Sloveniji zgodovino pač tudi iz prejšnjega sistema, ko je zelo veliko žensk delalo. Ne? In ta visoka zaposlenost je vendarle prinesla tudi to, da so se moški več kot v kakšnih drugih bolj tradicionalnih državah vključevali v življenje družine, v gospodinjsko delo. Ne? Tako da nekaj plusov od tam recimo prihaja. Ne? In vprašanje, ko je vedno, zakaj v bistvu, ne vem, zakaj imajo ženske nižje plače v povprečju in podobno, je delno tudi iz tega, zato ker imajo 2 uri na dan manj časa zase, manj časa za kariero. Moški pa lahko ta čas porabijo ali za to, da delajo nadure, druge projekte, lahko so na športu, lahko se več sabo ukvarjajo, ali pa si vzamejo, pa so več z otroci. Običajno se izkaže, da še tudi kadar so moški bolj vključeni v družinsko življenje, prej vzamejo skrb za otroke, medtem ko še vedno gospodinjsko delo pa mačkam bolj v rokah v domeni žensk. Zato za vse mlade bralke in poslušalke in gledalke Kozma priporočilo, pogovorite se, povejte, kaj je vam prav in poslušajte, kaj je prav partnerju, najdete pravo kombinacijo. Ker se to obema zelo splača. Raziskave namreč kažejo, da tam, kjer si pari delijo tudi manj ljube plati življenja, kot je sesanje, odnašanje smeti, urediti zavarovanje za avto, hišo, karkoli, skratka stvari, ki so plačevanje položnic. Tam, kjer se te stvari bolj enakopravno ali pa zelo enakopravno delita, je zveza močnejša in so dogajanja v spalnici bolj pogosta. Tako da se splača obojema. Ker ni nekih skritih zamer. Ne, zato, ker v bistvu ne gre za zamere, ampak gre za izkaz spoštovanja. Ker če drugega spoštujemo, potem se to spoštovanje kažemo tudi skozi to, da naredimo tudi stvari, ki niso prijetne, ki bi se jim raje izognili. Ampak nekdo jih mora opraviti. Ja. In če se te neprijetne razdeliva in si kaževa, koliko sva drugemu vredna, potem se to pozna na vseh področjih skupnega življenja. Če pa v bistvu je nekomu
težko, ali je to ženska ali moški, ne? Težko karkoli v bistvu prispevati in potem pričakuješ, da bo pa partnerstvo cvetelo, je malo na trhlih temeljih tako pričakovanje. Ja, to ste zelo dobro povedali. Najprej komunikacija, potem pa še spoštovanje, v bistvu, da si kažeš skozi težke stvari. Tako. Neko podporo. Kaj ne oblečem za prvi zmenek? Že vem. Ja, se mi zdi, da to včasih hočeš samo na enega prestaviti, ampak v resnici ti je oboje ogledalo. Oba sta v partnerskem odnosu in vsak lahko iz svoje strani prispeva. Tako ste dali take dobre nasvete za iskanje partnerja. Je pa tudi to, da ste bili v bistvu vi mama in hkrati vseeno nekako uspešno karmarila s karierom in zelo fascinantno. Kako ste pa to uskladili, ko ste v bistvu videli, da ste zanosili, pa vseeno ste imeli take težke, mislim, zahtevne funkcije, ne? Kako ste pa potem to materinstvo nekako Jaz mislim, da se speljali? zelo, da mogoče bilo to tudi moje službe, ki sem jih takrat imela, so mi to omogočile, ampak veliko stvari se da samo, če se hočeš dobro zorganizirati. Če si veliko stvari naenkrat želiš, eno je najprej moraš narediti neko izločenje, kaj je tisto, kar je bolj prioritetno kot drugo, ampak zame sta bile in družina in kariera, oboje mi je prioriteta. Ne? Pa kariera ne v tem smislu plezanja, ampak imeti zanimivo delo, ki ga rad opravljaš. Ne? In jaz sem že med obema porodniškama sem se trudila, da sem čim več delala. Ne? Zato, ker meni preprosto intelektualnih izzivov mi je manjkalo. Ne? To sem potrebovala, sem še to. Ni mi bilo veselje hoditi na kavice pa posedati, hotela sem na sprehode sem hodila z hčerko, sinom in podobno. Ampak pa sem pa tudi en čas pa ugotoviš, da si ko otrok spi v vozičku, ne? In spi nekaj časa, voziček lahko poriva tudi mama ali kdo drug, ne? Moja mama ali podobno. Ali pa, ne? In sem se nekako tako zorganizirala, da sem lahko opravljala pri prvi porodniški nekaj intervjujev, tako kot jih vi recimo zdaj počnete. Ne? Otroke sem običajno imela s sabo, ampak sem vedno imela še nekoga, ki je lahko za tisti čas, ko nisem bila dosegljiva, poskrbel za njih. Ne? In tako, ko se je zadeva zaključila, sem tekla k otroku in bila z otrokoma. Ne? Tako da, če si pripravljen, se pravi se odpovedati mogoče tistemu prostemu času, ki bi ga lahko imela, zato da sem lahko kombinirala delo, ki mi je bilo zanimivo, ne? In hkrati, da otrok ni bil zaradi tega nič zapostavljen, ne? Pač moraš mačkam pokombinirati. Ne? stvar dobre organizacije? Ja, včasih je to. Ja. Pa da pomisliš, da ne, kakor to se ne da, ampak kaj bi bilo pa potrebno, da bi se to dal izpeljati? Mogoče pa še vedno odgovor, ne, nimam nikogar blizu, ki mi lahko pomaga, nimam finančnih zmožnosti, da bi lahko nekoga za to imel, ne. Mogoče pa kakšna prijateljica, ki lahko uskolica toliko in toliko časa. Ne? Mogoče lahko partner, recimo zvečer, kaj naredi, pa lahko vi za to se takrat ukvarjate z neko, ne vem, mogoče dodatnim študijem ali pa nekaj za službo ali pa nekaj za kariero ali karkoli. Ne? Gre samo za stvar, kako, ker dan imaš 24 ur, ne? In otrok ne rabi 24 ur, zato ker jih velik del tega odspi. Ne? Kako si jih boš razporedil, je pa tvoja odločitev. Stvari, ki jih moraš narediti, ne? Stvari, ki jih ne moreš na nikogar drugega preložiti in kakšne stvari, kjer jih lahko pokombiniraš. Ne? Tako da malo gre mačkam žongliranja. Se pravi, tudi Beyoncé ima samo 24 ur v dnevu. Ja, ni to fino, vsi imamo enako. Ne? Ja, ker mi je bilo res zanimivo, en intervju vaš sem poslušala in ste rekli, če bi bila jaz samo mama, bi bila ena slabših mam na svetu, ker bi bila grozna. Jaz rabim moj drugi del, kjer sem jaz. In se mi zdi res pomembno, da otroci gledamo srečne starše. Ker če je vas fokus na otroku, tudi vidimo marsikakšen primer, kjer se ne izide dobro, ker otrok ima non-stop neko pozornost, ki jo mora potem skozi opravičevati na nek način. Tako da ja, tudi tukaj ste dali zelo dobre nasvete. Se mi zdi, da se potem ženske nekako malo bojijo iti v materinstvo, če so recimo karieristke, pa ne pravim, kot ste sama rekla, da se želijo nekaj uspenjati, ampak recimo tudi meni je delo zelo pomembno in bi se mi zdelo zelo težko vsemu odpovedati in se 24/7 samo eni taki stvari posvetiti. In se ni treba. Ne? Ampak ravno tako bi pa rekla, da bi pa menila, da sem pa v življenju izbrala napačnega konja, če pa ne bi imela družine.
Ne? Tako da te zadeve gresta skupaj, ampak vsak pa nekako skuša poiskati svojo kombinacijo pravega, da imaš lahko oboje. Ne moreš imeti v vsakem trenutku življenja oboje na 100%. Gre včasih, sploh ko so otroci manjši, je to preprosto takrat težko delaš vrhunsko kariero takrat. Ampak ne pomeni pa, da ne delaš nič, da se umakneš, ampak delaš po korakih, ki jih lahko. Če imaš pa tudi v službi recimo okolje, ki to razume, in ki razume, da z ženskami, ki izkušajo tudi materinstvo, dobivajo v povprečju, in enako velja tudi za očete, dobivaš ljudi, ki imajo eno dodatno dimenzijo izkušnje, ki se morajo učiti biti bolj organizirani, bolj produktivni, več stvari morajo v en krajši čas dati, ki razvijajo tudi eno drugo empatijo, ker ko dobiš otroke, v bistvu ugotoviš, da so neki drugi ljudje bolj pomembni kot ti sam. In je to taka, Angleži imajo lepši izraz kot mi, ampak taka humble experience, in si mnogo bolj dovzeten tudi za situacije drugih ljudi. Če si samo ti v svojem življenju, potem si ti edini center celotnega svojega vesolja. In v tistem se te druge stvari, ne da se te ne dotaknejo, ampak manj imaš svoje izkušnje. In mislim, da zato materinstvo, starševstvo, če rečem tako, se pravi tudi očetovstvo, ti da nekaj, kar jaz bi bila zagotovo kot oseba osiromašena, če tega ne bi imela. Seveda so pa tudi ljudje, ki nimajo otrok, imajo druge neke svoje izkušnje, lahko namenoma iščejo priložnosti, da obogatijo svoje življenje z drugimi primeri, tako da nočem postavljati materinstvo na nek ultimate pedestal, ki ga mora imeti vsaka ženska ali pa vsak moški, kot da mora postati oče. Ne to, ampak zame osebno je bila pa to verjetno ena največjih življenjskih lekcij zame osebno. Ja, ker se moraš res veliko prilagajati, ogromno se naučiš, pa tudi, ko gledaš, kako rastijo, se razvijajo, ti postavljajo vprašanje, jaz imam 2 nečakinji, zakaj, Flora, ampak zakaj je to tako, ampak zakaj, in potem to zakaj, in pa že ti začneš se zmišljati, ampak res, zakaj je pa tako? Ja, dosti kaj se spraviš na tako, tudi zelo luštanje skozi oči otrok opazovati svet, ker je veliko bolj zabaven, se pravi, marsikatero stvar na novo premisliš, ampak tako, kot se nekaj zame osebno je bilo prav to, kako so nekatere, kako te v bistvu narava prevzame, da imaš druga bitja toliko raje, kot imaš sebe, da seveda si se pripravljen vrš pred avtobus, če jih bo to rešil. Da si pripravljen žrtvovati vse, kar si in kar imaš, zato da bo da bojo tvoji otroci ostali. In potem se začneš spraševati, kaj pa če mi je še kakšna druga, če to velja tudi za neke, ne vem, pomembne ideje, stvari. Skratka, naenkrat postaneš res manj si v ospredju sam. Tako da mislim, da je tudi za mladega človeka zelo dobro izkusiti to, da kako je fajn, če ne razmišljaš samo o sebi. In potem se lahko v več različnih vlog daš. Ali je to, ne vem, sodelavka, ki ima kakšne težave, ali je to podjetje, ki gre skozi neke procese, ali je to država, ki ima težave. To ti da neko tako izkušnjo, ki jo lahko potem tudi na druga področja preneseš, in ne gledaš samo iz svojega vidika. Se strinjam, jaz sem v veliki družini odraščala, ko smo bili 4 otroci in sem videla mami pa Atiju, kako ste se v bistvu odpovedovali nekim stvarem in je pa tudi lepo kasneje gledati, ko začneta pa one dva uživati. Pa tudi zanimivo mi je bilo, ko sem jo vprašala, ker sta me zelo hitro spustila od doma, ker sem šla pa 18 študirati na Dunaj. In sem rekla, kako, pač sta bila pa res Jacka, da me nista, ne vem, hotela obdržati, zadržati. Pa je rekel Ati, Flora, ko imaš 4 otroke, je pa ful lažje enega spustiti. Tako da mi je bil zanimiv pogled, ker se moraš tudi skozi prilagajati bratom in sestram in nisi ti prvi in tako za pozornost. In tako da je veliko lekcij že, če v taki družini odraščaš, tako da si tudi sama želim imeti tako vsaj 2. En moder gospod je meni enkrat rekel, prvi otrok je narejen iz stekla, drugi je iz gume.
Ne? Ja. Na prvem se učiš, vse je novo, za vsako stvar trepetaš, ne? Potem ugotoviš, da preživi tudi tvojo vzgojo, ne? In tvoje skrbi, in si pa drugem veliko bolj sproščen, recimo. Ne? Ja. Tako da ne vem pa, kako bi bilo, če bi imela 4, ne? Iz katerega materiala bi bil ta 4 narejen, ne? Ampak tako. Vsi smo čist drugačni, Ja. tako da smo si zelo, zelo različni, ampak ja, vsak je čist unikaten. Ker ste bili govorili prej o ženskah in kako smo mogoče drugačne osebnostno, malo se tudi pogovarjali, da zaradi, ne vem, svoje mogoče malo povečane empatije tudi več izgorevamo. Kako ste pa vi svojo hčerko vzgajali, da ni prevzela teh ženskih bremen, ki jih mogoče z vzgojo nevede dobimo od staršev, od starih staršev? Težko je rekla, kaj sem kaj posebej. Jaz mislim, da pač preprosto sva bila in jaz in mož sva bila pač midva. Drugače kot to tudi vzgajati nisva mogla. Oba sva ji pa v bistvu želela dati vedeti, da je lahko karkoli si želi, če je za to pripravljena vložiti trud, ki je za to potreben. Mi smo za njo dosti dolgo mislili, da bo igralka, ker je bila v osnovni šoli, zelo v raznih gledaliških skupinah, že kot 5-6-letna deklica je sinhronizirala risanke in tako da je zelo v to smer povleklo. In pač sva si samo rekla, prav, nimamo nobene take izkušnje v družini, imeti umetnika, ampak očitno je to namenjen in sva jo na tej poti podpirala, dokler jo ni minil, dokler ni ugotovila, da to ni za njo, in pa se nekaj časa iskala, ko je najdla drugo, pa smo jo na tej poti podprli. Videla je pa skozi delo od naju obeh, da pač ja, če vlagaš trud, energijo, potem tudi rezultat ne bo izostal. Če pa tega ni, pa pač ne moreš računati na rezultat. Ga ni, ki ti ga lahko pričara. In to mogoče največ, kar smo lahko tako kot dali. Tudi zelo se mi zdi zanimivo, da sta oba otroka naravoslovca, sta po tem kontekstu v tem mnogo bolj podobna očetu kot meni. Jaz sem veliko bolj družboslovna. Zelo pa občudujem ženske, ki so ostale zaljubljene v naravoslovje, v matematiko, fiziko, tehniko in podobno, ker je to zelo težko obdržati. Deklice imajo enako veselje do naravoslovja, do matematike, do fizike, tam nekje do 10-14 leta. Pa se pa kar nekaj zgodi. In potem se zgodi to, kar pravzaprav gledaš, kaj bom pa jaz s svojim življenjem, takrat se že počasi vendarle moraš odločiti za srednjo šolo. Življenje te že usmerja v nek izbor. In takrat deklice ugotovijo, da pa to pa ni za punce, pa ne dobijo, ni dovolj vzornic, recimo, da bi jim sploh dale misel, da to je možnost, ker ni tako, da si ti 10-12 let star, ni da se ti usedeš in greš narediti študijo. Ampak ti preprosto samo črpaš, ne da bi se zavedel iz okolja. In če vidiš samo moške na določenih mestih in ženske na drugih, je to že tako kot pozavestno, da se dogaja, za ženske je to. In tudi res je, da v teh smereh je lažje biti ženska. A zbereš tudi medicina, med drugim je že zelo feminiziran poklic. Ali si medicinska sestra, učiteljica, mislim, da 97% v osnovnih šolah, kar verjetno tudi ni dobro, da je toliko, da infantje in dekleta izkušajo pretežno samo ženski pristop do učenja in pa do delne vzgoje, kot se dogaja tudi v šolah. Jaz pogrešam več recimo učiteljev in vzgojiteljev v vrtcih. Ampak nekako se en to vidijo, ne vidijo pa toliko inženirk, ne vidijo toliko znanstvenic, ne vidijo toliko raziskovalk, ne vidijo toliko programerk. In tiste, ki se za to odločijo, grejo mnogo bolj proti toku, kljub temu, da so spodbujane. Se pravi, da kot družba jih spodbujamo, ampak eno govorimo, drugo pa vidijo te otroci. In zato toliko cenim tiste, ki so vseeno
ohranile to željo in iskro po ali elektrotehniki, ali strojništvu, ali programerstvu, ali fiziki, ali matematiki. Ne? Zato, ker pomeni, da je to res nekaj za njih. Ne? Ja, videla tudi ten zanimiv projekt Girls Do Code, kjer v bistvu mlade deklice učite programiranja. Ko ste omenili, da ne vidijo vzornica, ne? Malo imamo problem, ker imamo družbena omrežja, kjer pač vidijo vse drugo kot neke znanstvenice, ker načeloma tiste, ki delajo veliko v tem, niti ali nimajo želje se izpostavljati, ali niti nimajo te strani, a ne, da bi bile mogoče močne v nekem komuniciranju ali pa slikanju ali pa tako, da bi se v bistvu dajale ven. A ne? Otroci so pa veliko na telefonih in pač gledajo, kar gledajo in dobijo ten zgled na YouTubeu, na Instagramu, TikToku in tako naprej. In ravno zaradi tega sem hotela imeti tudi ta pogovor z vami, da se tudi to še malo razširi, a ne, kaj vse v bistvu obstaja, mogoče pa gleda kakšna mamica, prijateljica, sorodnica, ki lahko majhno punčko usmeri, če vidi, da se bolj z legicami igra, pa tako. Tako da bi povedali malo o tem projektu še. Z veseljem. Tudi zato, ker lepo, ker ste v bistvu omenila mame, a ne, iz pogovorov s kar nekaj ravnateljicami so mi rekle, da mame 50% vplivajo na odločitev otrok, kam bojo šli naprej na srednjo, recimo. Ne? Kar pomeni, da je mame, verjetno so pa itak imajo družinske pogovore, ampak recimo so prav izpostavile so mame. Torej, ja, mame so pomembne, ne? Delno tudi zato, ker poznajo svoje otroke. Ne? Zato tudi, ker jim želijo najboljš. In zelo pogosto v bistvu želimo svojim otrokom najboljš tako, da jim ne želimo težke poti. Ne? In potem se lahko zgodi tudi, da deklica, ki recimo ima rada in matematiko in pravo, in bosta in mama in oče rekla, v pravo ti ne bo hudega. Ne? Matematiki, kaj boš s tem? A boš učiteljica? To, da bi bila lahko programerka, niti ne pomislijo, pa zelo veliko recimo programerjev je dobrih matematikov. Ne? A boš ne vem tako. In v bistvu želijo otrokom čim lepše življenje in včasih jih tudi starši lahko odvrnejo od tistega, kar bi otrok počel, če ni to zelo jasno, da otrok izraža samo eno stvar, ne? Pač eno željo. In večina nas ni tako, da smo kar odrasli, pa se že kar vedeli, aha, ta bo pa to, ta bo pa to. Ne? Zato, ker se spreminjamo in prej vemo, zakaj nismo, kakor pa nujno, zakaj smo. Ne? In zato je tudi ta vpliv staršev tako pomemben in je vedno, jaz mislim, da je skoraj vedno dobronameren. Ne? Ja, prispeva pa lahko tudi k temu, da je pač odločitev deklice stran od STEM, se pravi science, engineering, maths, pa kaj še se to ima, no, pa strojništvo recimo. Ne? In v bistvu so pa to poklici, tam noter so pa tisti poklici, ki so boljš plačani, ne? In ki tudi omogočajo ženskam več, delno tudi zato, ker so bolj posebne, ker jih je manj. Ne? In mi sami tudi ne vemo, kako bi bili dizajnirani tehnični produkti, če bi bilo več žensk vključenih v njihov dizajn. Ne? Mi se pa vsi prilagodimo na to, kar nastane, ampak večinoma tehniko izvajajo moški. Ne? In verjetno bi bile stvari lahko tudi nekoliko drugačne, ampak ne vemo kako. Ne? Projekt Girls Do Code je pa prav projekt, ki ga je štartalo podjetje Celtra in pa Digital School. So oblikovali prav tako 22 ur učenja osnov programiranja za deklice tam 10 do 12 let, ne? Z namenom, da se v bistvu demistificira programiranje. Ne? Zame je to še zmeraj mistika, pa polovica mojih sodelavcev je programerjev, ampak jaz ne znam programirati, zame je to pač španska vas. Ne? Ampak če bi bila pa kot deklica, če bi vsaj nekaj ur programiranja naredila, ne? To ne bi bil tak tabu, tudi če ne bi znala potem naprej programirati, ampak pomočaš prst v vodo in spoznaš vsaj malo temperaturo tiste vode. Ne? In s tem projektom želimo to v bistvu narediti, da deklicam to omogočimo.
Zelo ta projekt je pristopilo tudi Devesoft, ga zelo močno ga podpiramo, ne, ker želimo deklicam omogočiti, da se ne odmaknejo od programiranja, da to vidijo tudi kot pot zase, pa ali jo izberejo ali ne. To ni več naša naloga, ne? Ampak naša, kar lahko prispevamo, je, da poskušajo in da vidijo, če se v tem noter prepoznajo, lahko to nadaljujejo kot kariero, če nič drugega, bojo pa izboljšale svoje digitalne sposobnosti, dobile več zaupanja, več samozavesti tudi na tem področju. In digital divide je ena od naslednjih prelomnic, ki bo lahko zelo pomembno vplivala na kakovost življenja žensk ali moških, ne? In če bomo ženske tiste, ki bomo manj digitalno spretne, ne? Pa scrollanje po telefonu ne šteje za digitalno kompetenco, ne? Če bomo bolj digitalno spretne, bomo tudi bolj vključene v družbo, sicer bomo bolj potisnjene na obrobje, zato ker bomo manj spretne v ključnem orodju, ki ga je začela družba uporabljati, ne? In mislim, da z vsem tem želimo v bistvu preprosto izboljšati prihodne možnosti deklic, ne? Hkrati pa tudi to, ko spodbujaš deklice, ne, da programirajo, je tudi s fantom to veliko bolj kul. Kaj ne oblečen za prvi zmenek? Že vem. Je, ker sploh ne vemo, kaj nas v bistvu še čaka s to umetno inteligenco, a ne? Kam se bo svet razvil. In dejansko že jaz se res trudim slediti vsaj, da berem, kaj se dogaja in približno, kje smo, ampak to gre vse zdaj tako hitro, da bomo tisti, ki ne bomo malo zavihali rokavov, kar precej zadnji ostali. Ja, je pa prednost teh orodij umetne inteligence, zdaj, če govorijo o tisti, ki jih bova verjetno mi dve lahko uporabljale, ne, je, da mene v bistvu navdušuje. No? Če dovzamem deepfake možnosti, se pravi možnosti manipuliranja, ki jih umetna inteligenca tudi omogoča in so lahko strašno nevarne za demokracijo, za razvoj, omogoča zelo veliko res manipulacije, ne? Ampak če to odmaknem in gledam na umetno inteligenco, vendarle kot na orodje, ne, je prav neverjetno, ko lahko narediš svojo pesem, pri čemer nisi glasbenika, ne, ko lahko ti nekaj pomaga spisati zgodbo, ko ti lahko nekaj pomaga nekaj sprogramirati, ne. To so tako neslutene možnosti, da ko se naučimo ta orodje uporabljati, da dodajamo potem na to neko osnovo svojo kreativo, ne, da res lahko nam izjemno pomoč in pa navdiha, ne. Seveda bo pa eno obdobje tranzicije, pa ene transformacije, bo pa verjetno zelo naporno, ne. In bo iskanje, kako to uporabiti in kje dodati potem našo vrednost v tisto, kar je umetna inteligenca naredila, ne, kje je zdaj moja vrednost v tem. Tudi, ko sem se pripravljala na najin pogovor, ne, pač od moje magistrske naloge, ki je bila na temo enakosti v ekonomskem okolju, ne, minili že 8 let, ne, in sem želela pač malo pregledati, kaj novega, kaj svežega. Ne. Sem šla na ChatGPT, ne, in tam gledala in tam spraševala. Sem videla tudi, kakšne stvari mi je zelo tako površno vdajal, ampak zato, ker sem vedela, da je površno, sem lahko brskala naprej, ne, in sem prišla do bolj poglobljenih recimo zadev. Ne. Tako da mislim, da se bomo morali naučiti, kako uporabljati ta orodja, da bomo izbrskali tisto, kar potrebujemo, kar iščemo, ne, in bomo veliko več lahko ustvarili. Ne. To se strinjam, da je lahko izjemna pomoč, kar je pa po mojem problem je pa, da ne bomo več vedeli, kaj je res in kaj ni. A ne? Preveriti vsako informacijo, ker ti lahko že vprašaš, a ne samo, a je to res? Ja. Problem tega, kot so mi razlagali ljudje, ki se na to mnogo bolj spoznajo kot jaz, ne, je, da ko so naredili prvo verzijo ChatGPT-ja, je bil namenjen temu, da pove tako, kot je res. Ne. Ampak uporabniki niso bili s tem zadovoljni in potem so razvijalci dodali še eno plast in so rekli, ok, pripravi odgovore pa tako, da bodo tudi uporabniku všeč. In naenkrat je dobila umetna inteligenca dve zahtevi.
ne, ki se med seboj lahko tudi izključujeta. Ne. Se pravi, poišči pravi odgovor in naredi ga, da bo všečen. Ne. In potem v tem je začel ChatGPT halucinirati. Ne. Aha, če pa ne morem narediti všečnega ali pa ne znam, pa si pa kaj malo zmisel. A ne. In zato zdaj v spodaj piše, ne, preverite informacije, ChatGPT se lahko tudi zmoti. A ne. In to pa vseeno zahteva od nas, da vendarle nekaj se skušamo pozanimati, poiskati svoje vire. Ne. Včasih bo mogoče pomenili, da bomo morali večkrat zastaviti vprašanje, ga malo drugače obrniti, ne, zato da lahko tudi skozi ChatGPT preverjaš, da ga mogoče usmeriš tudi, kam naj gre poiskati kakšne odgovore, ki jih iščeš. Ne. Zato govorim, da ja, se bomo morali naučiti uporabljati ta orodja, ne, ker če veš, da je nekaj dobro, ampak ti lahko najprej ponudi tudi napačno informacijo, se mi moramo stranjati na tem, da znamo ločiti. Verjetno ali pa pričakujem, da bo pa s časom se pa tudi ta orodja, če že ne sama od sebe, bi pa tukaj lahko tudi z regulacijo zahtevali, da se oblikujejo tako, da ne lažejo. No. Vsaj, to je bilo moje pričakovanje kot aktivna državljanka, recimo, ne, če bi jo dali ustvarjalcem vseh teh umetnih orodij, ne, da morajo nekako ustvariti, kako so lahko ta orodja bolj zaupanja vredna, ne, in tudi kako orodja, ne vem, ali je to slika, ali je to video, kako bo označeno, če je spremenjeno, kaj je spremenjeno in kako sekcionirati tiste, ki bodo to zlorabljali. Ne. Ja. To bo še veliko dela. Veliko dela bo še s tem. Kako je prišel internet, ki je vse eksplodiralo, imamo zdaj en nov vir nečesa, ki je še čist neraziskan in ne vemo razsežnosti. Ampak ja, bo pa zanimivo. In po mojem, če se je zdaj hiter čas premikal, se bo zdaj še 100-krat hitrejši. Ja, če si predstavljate, ne vem, jaz sem recimo ljubiteljica Star Trek serij in filmov, ne? Ampak v bistvu svetu, v katerem zdaj živimo, je zelo podoben temu Star Trekovskemu svetu. Ne? To je bil tudi eden od razlogov, da se je serija nehala snemati, zato ker je bilo, takrat, ko se je snemala, je bila tehnologija, ki so si jo v domišljijskem svetu izmislili približno 40 let pred tem, kar smo bili ljudje sposobni narediti. Ko so jo nehali delati, smo bili samo še 10 let. Ne? Ampak to pomeni, da so vmes odrasle generacije, ki so ravno tako imele rade Star Trek, in so odrasle generacije inženirjev, ki so to domišljijo spravili v glasovne komande, v računalnike, ki nam iščejo odgovore. Prežačati se še ne znamo, čeprav tudi tam se na kvantni, raj ne bom rekla, ker bom lahko narobe reči, ampak tudi tam recimo se stvari, nekatere kažejo zelo nore poskuse. Ne. Skratka, ljudje smo sposobni izjemnih stvari, ampak najprej si jih moramo zamisliti. Ne. In v tem je recimo ta velika moč umetnikov, ustvarjalcev. Tukaj je mogoče umetna inteligenca ni toliko narejena za domišljijo. Umetna inteligenca obrne, kar že je. Ne. Domišljijski svet pa pričakujem, da bo še vedno od človeka. Ne? In potem bomo iskali, kako ta domišljijski svet, če nam je všeč, ne, spraviti v realnost. Tako kot so otroci, ki so odrasli inženirje, nam lahko pripeljali tehnologijo, ki je zavidanja vredna, hkrati jo prinaša pa tudi pasti, s katerimi se bomo pa ravno tako morali spopasti. Absolutno, ampak res je to dokaz, da vse, kar si zamislimo, se dejansko lahko uresniči. Skoraj vse, tako da moramo tudi malo paziti, o čem razmišljamo. Kaj bi pa radi, da se uresniči na področju ženskega menedžmenta, ki smo ravno tako o tej temi? Mislim, da je pot, ki je nastavljena in kjer smo zdaj, kjer v bistvu stagniramo, ne, je, da je žensk na vodilnih mestih tam malo čez 20%, 20-25%. Ne. To ni področje, ki bi lahko rekli, da smo dosegli neko ravnoteženost. Ne. Uravnoteženost je lahko 50-50, lahko je 60-40, za katerikoli spol, recimo, a ne. Ampak vseeno moramo težiti k temu, da na nivojih odločanja, pa ali gre to v gospodarstvu, ali je to v politiki, da v bistvu vključujemo obe plati prebivalstva. Ne. In
Ker zelo zanimivo je tudi, nedavno sem poslušala eno predavanje, ki razlaga, zakaj je naš sistem razmnoževanja preko DNK-ja, se pravi, kjer vzameš polovico dednega materiala od enega starša, polovico od drugega, ne, zakaj je tako pomemben za razvoj nas kot biti, kot človeške vrste. Ne. Zato, ker ko se združita en in drug del DNK-ja, obstaja množica priložnosti za napake. Ne. In te napake so mutacije, ki so lahko zelo koristne za razvoj naše vrste. Ne. In več kot je teh priložnosti, bolj je verjetnost, da bojo tiste kombinacije, ki jih bolj rabimo, v bistvu preživele in nas peljale kot vrsto naprej. Ne. In zakaj pa rabimo toliko različnih kombinacij? Ker vsaka kombinacija pa tudi pomeni drugačen karakter, drugačne posebnosti človeka. Ne. Je spet odgovor, da če bi imeli samo recimo 2 opciji, ne, in se znajdemo ob bistveno spremenjenem okolju, v katerem živimo, ne, takrat večina vrst lahko propade. Tudi v evoluciji je 99%, če se ne motim, živih vrst dejansko propadlo, ne? Ker se zemlja se menja. Ne? Smo imeli od ledenih dob, obdobje segrevanja, zelo različne količine kisika, dioksida v zraku, in na take stvari se v bistvu vrste potrebujemo zelo dolgo časa, da se prilagodimo, lahko se pa zgodijo zelo hitro in takrat pač vrste umrejo. Ne? In če imamo pa možnost teh zelo različnih kombinacij, ne, imamo pa večje možnosti preživetja. Ne? Ampak večje možnosti preživetja imaš tudi, če v bistvu imaš med 100 posamezniki 100 različnih mnenj, ne? Ker so lahko 100 različnih rešitev. Ne? In kakšna od teh rešitev je večja verjetnost, da bo prava, kot če jih imaš samo 2 od 100. Ne? In v tem je tudi enako bogatstvo gre, ali govorimo o politiki, ali govorimo o gospodarstvu, če uporabljamo to širino razmišljanja, ne, in različnih pogledov in s tem tudi rešitev, je vsaka organizacija, če zna seveda s tem upravljati, boljša in močnejša. Ne. In če se odpoveš ženskemu delu, oziroma ga imaš v zelo omejenem obsegu, pač sam sebe osiromašiš. Ja, zdaj mislim, da kar v parih intervjujih povedali, da nekako najbolj uspešni so mešani timi. Res je, ja. Najbolj uspešni so mešani timi, tako finančno, kot tudi po kulturi v podjetju. Ne. In ko sem sama to malo bolj raziskovala, je bilo zanimivo, da lahko obstajajo te raziskave. Vsaj jaz nisem točno mogla določati, ne. To pomeni, da žensko postavimo v neko upravo in zdaj bo v redu. Ne bo v redu. Ne. Ampak če je organizacija podjetja taka, da bodo do vrha prišli sposobni ljudje v organizaciji, ni možnosti, da bi prišli samo moški, in ni možnosti, da bi prišle samo ženske. Ne? Ni opcije, zato ker že po statistiki, oziroma statistika omogoča, da so tudi take izjeme možne, ampak v globalu ne bi bilo možno, da je večina uprav enospolnih. Preprosto ne bi šlo. Ne? In organizacije, ki omogočajo, se pravi, ki gradijo na meritokraciji, se pravi na sposobnosti posameznika, ne, bodo tudi napredovale ljudi, ki so zmožni, in potem se bodo na vrhu znašli najbolj sposobni. Organizacije, kjer pa napredujejo pretežno samo en spol, samo ena barva kože, vsi iz iste univerze, ne, tam verjetno ni raznolikosti razmišljanja take, kot če je to vse v bistvu bolj premešano. Ne. Tudi vemo, zakaj v bistvu ni dovoljeno imeti otrok znotraj ozkega družinskega kroga. Zato, ker je to genetsko pripelje v hude težave. Ne. In smo zato kot družba to izvrgli, ker je to škodljivo. Ne? Pa smo imeli kralji so se znali znotraj iste družine ustajati, in potem so bile lahko družine zelo imele degenerativne motnje. Ne? In v podjetjih je podoben. Če zbiraš vse samo zelo iz istega kroga, ne, podjetje ne bo tako uspešno. Ne? Če je pa ta raznolikost prisotna,
In če so ženske v tem tudi slišane, ne gre samo za to, da si na vrhu, ampak da si lahko slišan enako, kot je tvoj moški kolega, ne, potem so take organizacije mnogo močnejše. In tudi omogočajo naslednjim generacijam deklet, da se lahko vidijo, da se jim splača truditi, zato ker je pot do vrha odprta, vkolikor, če si to želijo, če so za to pripravljene pač vložiti svoj čas, energijo, znanje in pa sposobnosti, ne, potem jim ta vrata niso zaprta. Če bi mentorirali za eno mlado, ambiciozno žensko, kaj bi svetovali? Kaj nam recimo ženskam, pa nočem reči manjka, ampak kje bi bile lahko še močnejše? To je zelo odvisno od v bistvu je to bolj vprašanje posameznika, kot je vprašanje spola. Ne? Poznam ženske in dekleta, ki so neverjetno ambiciozni, so tudi neverjetno veliko dosegle. Ne? In tako da mislim, da včasih si mislimo, da ženske ali pa dekleta niso ambiciozne. Ambiciozne smo enako, kot so moški. Ne? Gre mogoče bolj za to, ali imamo samozaupanje. Ženske mnogo bolj potrebujemo spodbudo iz okolja, kot jo potrebujejo moški. Ne? Zakaj mislite, da je tako? Delno verjetno zato, ker smo tako vzgajane in ne nujno samo znotraj svoje lastne družine, ampak nas vzgaja enako tudi okolje, v katerem smo odrasli. In to pomembno vpliva na nas. Ne? In nekako vendarle bolj zajamemo to, da je nežnost je bolj za ženske, tekmovalnost ni toliko naša, poslovni svet je precej tekmovalen. Ne? In mogoče je že to dosti vpliva na nas. Ne? Potem tudi jezik, ki ga uporabljamo. Ženske mnogo bolj uporabljamo prosim, ali bi, se pravi pogojnike. Mi smo naučene, kako se izražamo in se to pritiče deklici. Ne? In če bi se na enak način izražal fant, bi mu rekli, kakšna mevža. Ne? Če bi se deklica govorila na tak način kot fant, bi bila označena, da je kot groba. Ne? Pričakovanja so drugačna. Ne? In to potem tudi vpliva na to, da nimaš toliko razvite samozavesti. In to je tudi en del, zakaj se deklice, kljub temu, da imajo interes recimo za naravoslovje, nimajo pa toliko samozavesti, kot jo prej recimo izkazujejo fantje in se umaknejo iz področja, ki se jim zdi, da je mogoče malo bolj težavno za njih, zaradi tega, ker so deklice. Spet to ne poteka racionalno, to poteka v bistvu podzavestno. Ne? Recimo raziskave so pokazale, da za ženske, ki so uspele, so bile za njih mnogo bolj pomembni pri njihovi karieri, njihovi neposredni šefi. Ali so bile to šefice, ali so bili to šefi, ampak večinoma primerov, pač, ker je več moških na teh mestih, govorimo o moških. Kjer so moški, oziroma šefi, šefinje, prepoznali neko sposobnost dekleta, ženske in to povedali, jo spodbudili, je prej dobila krila. Ne? Moški ne rabijo toliko. Trepljajo po ramenih. Ne? Moški se pogleda v ogledalo in vidi leva. Ne? Ženska se pogleda v ogledalo in vidi, kaj vse je narobe z njo. Ne? In zato nam ta podpora drugih, ker nam pokaže, da smo na neki zanimivi poti, da nekaj imamo, kar mogoče kdo drug nima. Tisto, kar je lahko tudi največ vreden, kdorkoli v vlogi mentorja nekomu drugemu. Ne? Da pokaže na te dobre plati in da je vredno na njih delati in se jih zavedati. Ne? Kar jaz tudi opažam, je, da se ženske ful z večjim naporom pogajamo, recimo, ne vem, ali za višje plače, za neke pozicije in tako. Kaj bi pa mogoče en nasvet tukaj, na tem področju? Baje, da to ni več res. Okay. Da tudi v tem so dekleta in ženske odrasle. Ne? Tudi v Sloveniji, recimo, vsaj v Sloveniji recimo, ne, je plačna vrzel znaša 8%, kar pomeni, da v povprečju ženske 8% manj zaslužimo kot moški. Pa to lahko hitro pripišeš tudi temu, da smo v povprečju v službah, ki so manj plačane, recimo. Ne? Se pravi, zato je že ta karierna opredelitev zelo veliko tudi pomeni, koliko boš skozi leta zaslužil. A ne?
In skratka, ali pa v tujini se zelo pozna, da grejo večkrat na skrajšan delovni čas, kar spet vpliva na prihodke. In mimogrede, skrajšani delovni čas je pot, kako ne narediti kariere. Ne? Nekaj, kar se zdi lahko kot izjemno prijazna politika delodajalca in običajno je tudi točno tako mišljena. Ne? Želimo ti omogočati kot mladi mamici, da lahko delaš tudi skrajšan delovni čas, ali imaš pa starše, ki potrebujejo nego, ne? Lahko vzameš skrajšani delovni čas, ti gremo na roko, da lahko uskladiš družinske in službene obveznosti, kar je zelo cenjeno in marsikateri in tudi marsikateremu moškemu prijo te politike zelo prav in jih pač zelo cenimo. Hkrati so pa to tudi, ko stopiš na to pot, je zelo verjetno, da te pa več v podjetju ne vidijo kot nekoga, na koga lahko računajo. To se pa tudi zgodi podzavestno. Mislim, da noben pameten šef ne gleda namenoma, da ne bo nekoga napredoval, ne? Nekoga, ki je dober. Ne? Ampak vzamejo v kontekst celoten spekter, zdaj, če ji ponudimo tale projekt, ona ima pa 2 majhna otroka, ne? To bo ful prevelik napor, dajmo jo malo čuvati, ne? In potem gre en projekt, drug projekt in naenkrat si samo še referentka, ne? In ne več dekle, ki je obetalo. Ne? Zato je treba biti pozoren in na strani zaposlenega, ko jemljemo te dobrobiti, ki nam jih recimo te družinam prijazne politike podjetji omogočajo, po drugi strani pa ravno tako zahteva pa to veliko več nekega razumevanja strani delodajalcev, ne, da ne odločajo v imenu svojih sposobnih zaposlenih ali žensk ali moških, ampak da se z njimi pogovorijo. Ne? Ker mogoče gre samo za eno obdobje, ko bo nekdo rekel, zdaj, kot je moja kolegica Sonja Klopčič rekla, smo v obdobjih včasih, ko delamo S-kariero, se pravi small kariero, je obdobje, ko delamo M-kariero. In smo v obdobjih, ko delamo L ali XL kariero. In če podjetje razume, v katerem življenjskem ciklu je posameznik ali kam se sam v tistem času umešča, ima to obdobje svoj rok trajanja. Ne? Lahko, da bomo, ko bo konc tega obdobja, pripravljeni za naslednje. In takrat je fajn, da podjetje ve in nas ne pozabi. Ne? Ali pa, da če smo šli čez eno intenzivno obdobje, ni nujno, da bomo želeli ostati v tem intenzivnem obdobju. Mogoče bomo rekli, jaz bi pa zdaj mali sprego, ne? Jaz pa zdaj rabim tudi čas še za družino. Se mi to dolžen, na primer. Ne? Ja, se mi zdi, da imamo tudi različne kapacitete energije. Eni lahko veliko več delajo, eni manj in pač tudi to moramo sami pri sebi upoštevati, ko si postavljamo neke ambicije, pa tudi nekako to skomunicirati, pa smo spet pri komunikaciji, tako kot s partnerji moramo tudi šefi komunicirati, kaj si želimo in kako si želimo. Res je, ja. Ogromno enih stvari sva zajeli, vem, da je že kar nekaj časa minilo, tako da hočem tudi spoštovati vaš čas. Mogoče za konec še en nasvet, kaj bi mogoče svetovali mladim na poti, ambicioznim? Veliko sva že obdelali, ampak mogoče tako še zadnjih par misli. Mogoče lahko pomaga, da se, ko mlada dekleta razmišljajo o tem, kaj bi počela, ali pa ženske, ki so kjerkoli v službi, naj ne bo ta prva misel, to mi pa ne gre. Ne? Ampak naj bo ena ocena, v čem sem dobra. Ne? In tisto, v čemer sem dobra, dostikrat jemljamo, kot da je itak samoumevno, ni nič posebenega, ne? Ampak je lahko zelo posebno. Ne? In se zaveda to, in da ko pogledamo v gledalo, tudi mi vidimo Lavinjo. Evo, zdaj vemo. Jutri, ko se zjutraj pogledamo v gledalo, ne kaj je narobe, ampak samo eno Lavinjo. Tako je. Super, najlepša hvala za vaš čas, hvala za poslušanje. Kje vas lahko najdejo, če jih še zanima karkoli o vas? Kdorkoli mi lahko piše na moj službeni mail sonja.smucaf@devesoft.com. Odlično, najlepša hvala in hvala, ker ste bili z nami. Mi se pa kmalu vidimo še z zadnjo navdihujočo žensko v tej seriji pogovorov. Uživajte!